Najprej lepo pozdravljeni. Sem Mateja Rok Simon, delam na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje na področju spremljanja poškodb in priprave programov za preprečevanje poškodb in promocijo varnosti. Danes vam bom predstavila posodobljena priporočila za ukrepanje v vrtcu ob nujnih stanjih in nenadno nastalih bolezenskih znakih, ki so bila objavljena letos junija na spletni strani našega inštituta. Zdaj, če začnem malo z zgodovino nastanka teh priporočil, in sicer smo pred 10 leti izvedli raziskavo, spremljali smo skoraj 3000 otrok v 2 ljubljanskih vrtcih in beležili poškodbe oziroma dogodke, ki so nastali v tem času. Predvsem beležili smo različne vzroke, zakaj so nastale poškodbe, med drugim pa smo spremljali tudi, kako je bila nudena prva pomoč v vrtcu in smo ugotovili, da je bila kar skoraj v polovici primerov prva pomoč nepopolna ali celo nepravilna. Ko smo te rezultate predstavili ravnateljem vrtcev in pa Ministrstvu za šolstvo, seveda je nastala takoj pobuda, da skupaj z Ministrstvom za zdravje in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje pripravimo priporočila, se pravi neke smernice za ukrepanje v vrtcu ob poškodbah, pa tudi ob drugih nujnih stanjih. Tako so nastala prva priporočila leta 2011, ki so potem se uporabljala 1 leto v vrtcih. Po 1 letu uporabe smo potem iz vrtcev oziroma od vas vseh dobili še dodatne pripombe, sugestije, tako da smo priporočila nekoliko dopolnili in nastala je druga dopolnjena izdaja, ki se je uporabljala vse do zdaj. Ta priporočila so bila po anketah, ki smo jih naredili v vrtcih, zelo dobro sprejeta, ocenjena so bila kot praktično naravnana in zato za vsakdanje delo zelo uporabna. No, zdaj po 10 letih pa je bil čas, da priporočila posodobimo, predvsem, da jih dopolnimo z novostmi na področju ukrepanja v posameznih bolezenskih stanjih. Dodana oziroma razširjena so bila tudi nekatera vsebinska področja, na primer dietna prehrana, dajanje zdravil, po novem tudi dajanje paracetamola, in pa ker so ta priporočila nastajala v času pandemije, smo seveda vključili tudi nova priporočila glede ukrepanja v času nevarnosti širjenja okužbe s koronavirusom. Kot vidite, je pri pripravi teh priporočil sodelovalo veliko različnih strokovnjakov z različnih področij javnega zdravja, poleg tega seveda tudi kar precej pediatrov in pa kliničnih specialistov različnih strok. Poleg tega so nam dale pripombe in sugestije za boljšo obliko oziroma vsebino teh priporočil tudi članice delovne skupine organizatork prehrane in zdravstveno-higienskega režima, za kar se jim lepo zahvaljujemo. So bila pa priporočila potem tudi sprejeta na 2 razširjenih strokovnih kolegijih, tako za javno zdravje kot tudi za pediatrijo. Zdaj, priporočila so seveda namenjena predvsem za pomoč strokovnim delavcem v vrtcu pri ravnanju ob življenje ogrožajočih in pa drugih bolezenskih stanjih. Narejena so bila pa že v osnovi z namenom, da se poenoti ravnanje v vseh vrtcih. Zaradi tega so potem tudi navedeni ti osnovni algoritmi ukrepanja in pa zapisane odgovornosti posameznikov in pa seveda zagotavljanje pogojev za nemoteno ukrepanje, če do nenadnega ali pa urgentnega stanja pride.
in vse te stvari naj bi se vključile tudi v načrt vrtca, ki ga mora imeti pač vsak vrtec. Se pravi, z vsebino priporočil morajo biti seznanjeni seveda vsi zaposleni v vrtcu in pa tudi usposobljeni, tako da lahko ukrepajo skladno z načrtom vrtca. Seveda je treba z vsebino priporočil seznaniti tudi starše oziroma skrbnike otrok in pa, kjer je to potrebno, pridobiti tudi njihovo pisno soglasje, da se strinjajo z zahtevami in pogoji v vrtcu. Če začnemo kar s prvim poglavjem teh priporočil, in sicer smo tukaj dosti natančno zapisali postopek ukrepanja ob nujnih oziroma nenadno nastalih stanjih. In sicer seveda je treba ob vsakem takem stanju delovati predvsem v skladu z načeli pravilnega nudenja prve pomoči. Zdaj, če gre za neko stanje, kjer se otrok odzove, recimo za neko poškodbo, z jokom se premika, potem mu nudimo ustrezno prvo pomoč, pač če je ta potrebna, pri tem pokličemo najbližjo odraslo osebo, ki nam bo pomagala in če bo potrebno, tudi poklicala nujno medicinsko pomoč. Seveda pri tem recimo hudo poškodovanega otroka ne premikamo, razen če je to potrebno zaradi njegove varnosti in seveda sledimo načelom pravilnega premikanja. Drugače pa je v teh priporočilih ne navajamo pač vseh ukrepov prve pomoči, to se boste usposobili v izobraževanjih oziroma usposabljanjih iz prve pomoči, smo pa zapisali o posameznih bolezenskih stanjih in tudi tukaj recimo v algoritmu ukrepanja ob nujnem stanju, česa pa ne smemo narediti, ker bi to lahko bilo nepravilno oziroma nevarno. Recimo ob sumu na zastrupitev otroka, na primer, ne dajemo otroku ničesar piti, ne izzivamo bruhanja, ne dajemo aktivnega oglja in sploh ničesar, brez predhodnega posvetovanja z zdravnikom. Kadar ima pa otrok znano bolezen in pride do poslabšanja njegovega stanja in zato lahko tudi do urgentnega stanja, takrat pa damo otroku tudi zdravilo, vendar pa moramo za to imeti predhodno pisno pooblastilo staršev, navodila zdravnika in zato moramo biti tudi usposobljeni. No, o tem bom potem več govorila tudi v nadaljevanju. Če pa se ob nekem stanju ali poškodbi otrok ne odziva, potem seveda najprej sprostimo dihalno pot in preverimo dihanje. Tukaj pa se zdaj pojavljajo tudi nova priporočila, ki so nastala v času povečanega tveganja za prenos okužbe s koronavirusom. In sicer dihanje ne smemo preverjati tako, da se sklanjamo nad otrokova usta in nos, ampak pogledamo le, če se dviguje njegov prsni koš. Zdaj, če se otrok in pokličemo nujno medicinsko pomoč. Če se otrok ne odziva in ne diha, se ne premika, ne kašlja, pa takoj začnemo s postopkom oživljanja. Tudi tukaj so priporočila glede koronavirusa, in sicer je oživljanje z umetnimi vpihi vedno prostovoljna odločitev, zaradi tega pač, ker obstaja večje tveganje tudi za okužbo s koronavirusom. Pomočnik, ki ga moramo že na začetku aktivirati, da nam bo pomagal pri nudenju prve pomoči, takoj pokliče nujno medicinsko pomoč in gre po avtomatski zunanji defibrilator, seveda na lokacijo, ki je najbližja vrtcu. Če smo sami, je to nekoliko drugače. Pokličemo nujno medicinsko pomoč po prvih 5 vpihih, če se za to odločimo, sicer pa nadaljujemo neprestano stisku prsnega koša in po telefonu na zvočnik govorimo z zdravnikom nujne medicinske pomoči. Skratka, oživljamo neprekinjeno, dokler pa, čeprav samo z stiskom prsnega koša,
dokler ne pride usposobljena pomoč oziroma reševalci nujne medicinske pomoči ali dokler naš pomočnik ne prinese defibrilatorja. On tudi namesti zunanji defibrilator in pa sledi navodilom. Kadar gre za poslabšanje znanega stanja otroka, takrat je zelo dobro, da reševalcem nujne medicinske pomoči izročimo tudi individualni načrt ukrepanja ob nujnem stanju, da jih takoj seznanimo, za kakšno stanje gre. Ob zastrupitvi pa je zelo dobro, da jim izročimo tudi proizvod ali rastlino, za katero sumimo, da se je z njo otrok zastrupil. Med na neki način nujna stanja sodi tudi izbitje stalnega zoba, in sicer je takrat potrebna nujna zobozdravniška pomoč najkasneje v 1 uri po poškodbi. In seveda tako kot vedno, če pride do nekega takega stanja, take situacije, pokličemo takoj, ko je mogoče, pokličemo starše oziroma skrbnike otrok. In če staršev ne moremo priklicati, medtem pa se neko življenje neogrožajoče stanje zelo poslabša, da ogroža otroka, takrat pa pokličemo tudi nujno medicinsko pomoč in ukrepamo po navodilih zdravnika oziroma dispečerja. Kot sem že omenila, v posodobljenih priporočilih se večkrat dotaknemo tudi preprečevanja širjenja okužbe s koronavirusom. In sicer tukaj pri prvi pomoči in temeljnih postopkih oživljanja velja, da strokovni delavec oziroma pomočnik pri nudenju prve pomoči nosita kirurško masko ali FFP2 oziroma FFP3. Potem pri ocenjevanju odzivnosti in dihanja, kot sem že rekla, se ne sklanjamo nad otrokova usta in nos, ampak pogledamo samo, če se otroku dviguje prsni koš. Oživljanje z umetnimi upihi je prostovoljna odločitev, in če se za umetne upihe ne odločimo, takrat prekrijemo otrokova usta in nos tudi s kirurško masko ali drugo tkanino in si po končanem oživljanju seveda čim prej umijemo roke ali si jih razkužimo. V drugem poglavju imamo pa nanizane, se pravi navedena vsa stanja, pri katerih pokličemo nujno medicinsko pomoč. Ta stanja so nanizana po abecednem vrstnem redu, tako da se hitreje najdejo. Seveda je pa najbolje oziroma je pa potrebno običajno, da se s temi stanji, če jih ne poznamo, že prej seznanimo na tak način, da preberemo opis teh nujnih stanj, simptome, znake in pa seveda tudi algoritme ukrepanja oziroma priporočila, kako ukrepamo v poglavju 5, kjer so vsa ta stanja in tudi druga, ki niso ogrožajoča, življenje ogrožajoča, preberemo v poglavju 5. Potem v 3. poglavju smo se seveda podrobno dotaknili tudi nalezljivih bolezni. Zdaj, vi ste imeli v spomladanskem času že precej podrobno predavanje na temo nalezljivih bolezni in tudi covida-19, tako da teh vsebin zdaj ne bomo ponavljali. Tukaj bi vas mogoče opozorila samo na nekaj posebnosti, ki smo jih navedli tudi v posodobljenih priporočilih. In sicer najprej bi vas opozorila, da so telefonske številke območnih enot bile nedavno spremenjene in so zdaj objavljene tudi v novi različici priporočil za ukrepanje, se pravi zdaj oktobra, tako da je treba na spletno stran pogledati, se pravi novo različico, ki je objavljena in so spremenjene tudi te številke. Potem, kar je novega, pravzaprav je obveznost cepljenja otroka.
Verjetno že veste, seveda, da otrok ne more biti vključen v vrtec, če ni bil cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam, razen kadar za to obstajajo medicinski razlogi. Zdaj, ne glede na to določbo, pa seveda lahko vključimo v vrtec vse otroke, tudi takrat, ko so še v postopku pridobitve odločbe o opustitvi cepljenja. Vendar pa je treba v takem primeru pogoje za vključitev otroka v vrtec preverjati vsakič, se pravi ob vključitvi v naslednjem šolskem letu. Potem, kot sem že omenila, smo v teh posodobljenih priporočilih dodali tudi seveda ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe oziroma ukrepe ob sumu ali potrjenem primeru covida-19 v vrtcu. In sicer je Nacionalni inštitut objavil higienska priporočila oziroma navodila vzgojno-izobraževalnim zavodom, ki so se sicer tekom pandemije kar večkrat spremenila zaradi spremembe epidemiološke situacije, tako da je treba spremljati ves čas najnovejše posodobitve na spletni strani našega inštituta. Potem v poglavju 4 seveda smo se dotaknili tudi pogostejših stanj in zdravstvenih težav, ki običajno niso življenje ogrožajoče, vendar pa kljub temu zahtevajo neko ukrepanje, na primer povišana telesna temperatura, neke površinske poškodbe, udarnine, tudi bruhanje, glavobol, izcedek iz nosu. V takem primeru seveda nudimo ustrezno prvo pomoč, če je to potrebno, in pri tem prosimo za pomoč še neko najbližjo odraslo osebo oziroma tista, ki je zadolžena za pomoč, ki bo tudi, če bo to potrebno, poklicala nujno medicinsko pomoč. Pravilo je, da ne dajemo nobenih zdravil brez predhodnega pisnega pooblastila staršev, izjema je le dajanje paracetamola v primeru, ko ima otrok povišano telesno temperaturo in se zelo slabo počuti ali kadar ima hude bolečine, vendar pa moramo tudi za to imeti predhodno pisno pooblastilo staršev otroka. Tako kot velja in kot že veste in delate, takoj ko je mogoče, pokličemo starše otroka in če je potrebno, ukrepamo po navodilih zdravnika nujne medicinske pomoči. Če je potreben recimo prevoz v zdravstveno ustanovo, tam ostanemo z otrokom, dokler ne pridejo njegovi starši. Če ne gre za življenje ogrožajoče stanje, vendar staršev ne moremo takoj priklicati, medtem pa se zdravstveno stanje otroka poslabša, takrat je pa treba ravnati enako kot v poglavju 1 ob nujnih oziroma nenadnih stanjih. Kot sem danes že nekajkrat povedala, v poglavju 5 podrobno opisujemo nujna stanja in nenadno nastale simptome oziroma znake. Pri tem so vsa ta stanja in obolenja nanizana po abecednem vrstnem redu, tako da se jih hitreje najde. Pri vsakem takem nujnem stanju, na primer tukaj je primer alergijske reakcije, so opisani oziroma navedeni najpogostejši vzroki za neko stanje mogoče in pa podrobno opisani tudi simptomi, znaki za različna stanja, tako da jih lažje prepoznamo. Napisano pa je tudi, kako ukrepamo, se pravi, kdaj nudimo prvo pomoč ali mogoče damo zdravilo, kdaj pokličemo nujno medicinsko pomoč ali že prej sami začnemo s temeljnimi postopki oživljanja.
Včasih pri nekaterih stanjih, ki niso za življenje ogrožajoče, pa recimo je tudi napisano, da otrok potrebuje pregled pri zdravniku. To pomeni, da če je treba, ob takem stanju nudimo prvo pomoč in pokličemo starše, ki bodo potem otroka odpeljali na pregled k zdravniku. Ponekod smo v posodobljenih priporočilih dodali tudi malo bolj podrobna navodila za ukrepanje, na primer pri sladkorni bolezni, če gre za prenizek krvni sladkor, smo zdaj dodali tudi tabele, koliko glukoznih tablet in kolikokrat je to treba dati glede na težo otroka in pa vrednost krvnega sladkorja. Če nimamo glukoznih tablet, je recimo tudi vstavljena tabela, kjer imamo pa ta navodila za nadomestke glukoze, se pravi, koliko glukoze vsebuje neko določeno živilo, bodisi da gre za sok, čaj ali zavitek medu in podobno. Zdaj po novem je v posodobljenih priporočilih smo dodali tudi navodilo o dajanju paracetamola. Pediatri so si bili namreč edini, da je treba ob povišani telesni temperaturi in slabem počutju ali kadar ima otrok hude bolečine, seveda zmanjšati njegovo trpljenje, tako da mu damo en odmerek paracetamola, če otrok seveda nima zabeležene alergije nanj. V vsakem primeru pa moramo imeti za to predhodno pisno pooblastilo staršev. Zdaj v tem navodilu je napisano tudi, se pravi, kakšen sirup s paracetamolom se uporablja, se pravi bodisi Calpol ali Daleron, in pa tudi okvirne odmerke, ki so odvisne seveda od starosti oziroma telesne teže otroka, in vse to je zapisano tudi v priporočilih, tako kot vidite na ekranu. V 6. poglavju imamo naveden tudi glavne simptome nasilja nad otrokom, če pride do tega v njegovi družini, in pa seveda tudi postopek ukrepanja. To se ni pravzaprav nič spremenilo v primerjavi s starejšo izdajo priporočil, še vedno veljajo določbe pravilnika o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode, kjer je natančno napisan postopek ravnanja in ga tukaj mi tudi navajamo. Poleg tega je tudi ostal enak obrazec zapisa o nasilju nad otrokom, če posumimo na njega, ki ga je potem potrebno izpolniti in oddati v čim krajšem času. V 7. poglavju imamo, ta je zelo obsežen, in sicer tukaj pa se dotikamo predvsem vsebine načrta vrtca, kaj vse mora vsebovati, se pravi pač vse, kar določajo tudi veljavni predpisi in pa seveda tudi priporočila za ukrepanje v vrtcu ob nujnih stanjih. In sicer tak načrt vrtca mora obsegati oziroma določati vloge zaposlenih. Če pride do pojava nujnega stanja, mora predvideti tudi, kdo bo pripravil oziroma kje bodo seznami pomembnih telefonskih številk in informacij, potem določa vsebino in shranjevanje individualnih map s podatki o otroku in kontaktih. Poskrbeti je treba seveda tudi, da so na razpolago vsi obrazci, ki so potrebni ob ukrepanju. Potem mora zagotavljati tudi usposobljenost zaposlenih za nudenje prve pomoči in pa material in opremo oziroma osebno varovalno opremo. Posebno poglavje je namenjeno upravljanju z zdravili in njihovem shranjevanju. Določeno je tudi izobraževanje zaposlenih s področja nasilja v družini
Zdaj po novem smo dodali in priporočili tudi izvedbo prvega psihološkega svetovanja po nekem kriznem oziroma travmatskem dogodku in seveda ob koncu je potrebno tudi poročanje o primerih, ko je bilo pač nujno neko naše ukrepanje. Zdaj, če začnemo kar na začetku, in sicer vloge zaposlenih ob nujnem stanju. In sicer vrtec mora zadolžiti že prej osebe, ki so zadolžene za nudenje prve pomoči, poleg tega pa tudi njihove pomočnike. In sicer je priporočljivo, da so za nudenje prve pomoči usposobljeni vsi strokovni delavci v vrtcu, tako da je v vsakem trenutku zagotovljeno minimalno število takih oseb, da se lahko med seboj tudi zamenjujejo, če je kakšen od njih odsoten. Potem vrtec zadolži vedno tudi osebo za dajanje zdravila določenemu otroku, ki ima neko kronično stanje ali bolezen, ki se lahko poslabša. In ta je potem odgovoren tudi za dajanje zdravila in vsake 3 mesece pregleda veljavnost pisnega pooblastila staršev in pa tudi rok uporabnosti zdravil. Potem je treba v vsakem vrtcu določiti tudi eno ali več oseb, ki bo v primeru, da pride do nekega nujnega stanja, nadzorovala nepoškodovane oziroma zdrave otroke v skupini v času, ko bo strokovni delavec nudil prvo pomoč in bo recimo moral ostati tudi z otrokom v zdravstveni ustanovi do prihoda staršev. Potem je seveda pomembno, da se določi tudi kontaktno osebo, ki bo zadolžena za sodelovanje z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje pri obravnavi izbruha nalezljive bolezni v vrtcu. In pa seveda organizatorji prehrane in kuharsko osebje so zadolženi za pripravo diet. Poleg tega je verjetno tudi so organizatorji prehrane odgovorni za obveščanje ostalega osebja in pa tudi zagotavljanje ustreznih pogojev, tako v vrtcu kot tudi pri načrtovanju dejavnosti otrok zunaj vrtca, da se čim bolj zmanjša njihovo tveganje za anafilaksijo. Kot sem že rekla, je pomembno, da imamo na vidnih mestih sezname pomembnih telefonskih številk in pa tudi drugih informacij, ki jih potrebujemo, ko kličemo nujno medicinsko pomoč. Na primer, že prej je treba določiti tudi lokacijo avtomatskega zunanjega defibrilatorja, ki je najbližje v vrtcu, če seveda nimamo defibrilatorja že kar v vrtcu. Potem so tukaj navedene tudi še druge informacije, ki jih je treba poznati ob tem, ko kličemo nujno medicinsko pomoč, in pa seveda druge pomembne številke, ki jih bomo morda ob nekem stanju še potrebovali. Zelo pomembna je individualna mapa s podatki o otroku in kontaktih. Vsebina te mape je določena deloma že z veljavno zakonodajo, deloma pa tudi z našimi priporočili, še za nekatere dodatne listine, vendar je to za izpolnjevanje nekaterih potreben predhoden pisni dogovor med vrtcem in starši otroka. Tako je v taki individualni mapi, ki je običajno v papirnati obliki in je shranjena na tak način, da imajo do nje dostop vsi strokovni delavci oziroma osebe, ki običajno dostopajo do njih oziroma jih potrebujejo za svoje delo. In sicer v taki mapi imamo osebne podatke otroka, potem kontaktne podatke staršev, podatke o zdravstvenih posebnostih otroka, na primer o njegovih alergijah. Potem sta tukaj še 2 individualna načrta ukrepanja, in sicer eno je načrt ukrepanja ob nujnem zdravstvenem stanju otroka, to je, kadar ima otrok neko kronično stanje, ki
pri kateri lahko pride do hudega poslabšanja. In pa po novem je zdaj tukaj tudi individualni načrt ukrepanja ob povišani telesni temperaturi in slabem počutju ali ob hudih bolečinah in pa pooblastilo za dajanje paracetamola v vrtcu. Zdaj, če imamo tak primer, se pravi, da otrok bo včasih potreboval in mu bomo dali zdravilo, imamo na osnovi pooblastila tudi obrazec evidenca o dajanju zdravila, ki ga je potrebno izpolniti tudi ob dajanju paracetamola. Potem sodi v tako individualno mapo tudi izjava staršev po preboleli nalezljivi bolezni, potem, če ima otrok indicirano medicinsko dieto, tudi potrdilo o taki potrebni medicinsko indicirani dieti in potrdilo o ukinitvi te diete. V individualni mapi potem vstavimo, če pride do take situacije, tudi zapis o nasilju nad otrokom in pa seveda dve poročili. Eno je poročilo o pojavu bolezni in ukrepanju, drugo pa poročilo o nastanku poškodbe in zastrupitve, ki se izpolni pač potem, ko smo nek tak travmatski dogodek že imeli oziroma smo ukrepali. Zdaj, v priporočilih je eden od pomembnejših dokumentov ta individualni načrt ukrepanja ob nujnem zdravstvenem stanju otroka, ki vključuje tudi pooblastilo za dajanje zdravila. To se izpolni za otroka, ki ima neko kronično stanje oziroma neko bolezen, pri kateri lahko pride nenadoma do hudega poslabšanja, ki zahteva tudi naše nujno ukrepanje. To so recimo različne alergije, astma, vročinski krči, epilepsija, sladkorna bolezen ali še kaj drugega. Včasih imajo otroci, vendar to je res v zelo redkih primerih, tudi neko kronično bolezen, pri kateri mora otrok tudi v vrtcu jemati zdravilo, sicer bi se mu stanje lahko zelo poslabšalo. Tudi v takem primeru moramo imeti ta individualni načrt ukrepanja. Za take otroke se potem v dogovoru med vodstvom vrtca in starši že v začetku vsakega šolskega leta pripravi tak individualni načrt, in sicer v katerem so različne informacije o, kako je treba ravnati ob nujnem stanju, če pride do poslabšanja, potem, če gre za dajanje zdravila v vrtcu in pa tudi za medicinsko indicirano dieto. Po novem moramo pridobiti, kot sem že omenila, tudi pisno pooblastilo staršev za dajanje paracetamola ob povišani telesni temperaturi in slabem počutju ali ob hudih bolečinah. Ti individualni načrti ukrepanja morajo biti dostopni vsem zaposlenim, ki potrebujejo informacije za ustrezno ukrepanje ob nujnem stanju in za dajanje zdravila. In pa tisti strokovni delavec, ki je zadolžen za nudenje prve pomoči in dajanje zdravila, mora imeti ta individualni načrt tudi s seboj na izletu ali drugih aktivnostih zunaj vrtca skupaj s pripadajočimi zdravili. Seveda je včasih potrebno tako pooblastilo za dajanje zdravila v vrtcu tudi preklicati, in sicer kadar pride recimo do spremembe v jemanju zdravila, na primer, da se spremeni odmerek ali pogostost dajanja ali način dajanja zdravila, ali če recimo zdravnik otroku predpiše novo zdravilo, ali če pride sploh do prekinitve zdravljenja. Se pravi, če pride do neke spremembe v jemanju zdravila ali če potrebuje otrok novo zdravilo, je potem treba preklicati predhodno pooblastilo in je treba pripraviti nov individualni načrt z vsemi potrebnimi pooblastili in navodili, ki potem veljajo do konca šolskega leta oziroma do preklica staršev.
Tako izgleda en tak individualni načrt ukrepanja ob nujnem stanju. Izpolni ga večinoma zdravnik, ki zapiše, za kakšno bolezensko stanje gre, kakšno je predpisano zdravilo, odmerek, kako damo zdravilo, na kakšen način, potem pogostost dajanja zdravila in pa seveda tak obrazec je potem podpišejo tudi otrokovi starši in nam s tem dajo tudi pooblastilo za dajanje zdravila ob takem bolezenskem stanju. Na hrbtni strani pa imamo preklic pooblastila za dajanje zdravila, ki ga potem tudi izpolnijo starši v primerih, ki sem jih ravno prej povedala. Drugo je pa zdaj po novem individualni načrt ukrepanja ob povišani telesni temperaturi in slabem počutju otroka ali ob hudih bolečinah s pooblastilom za dajanje paracetamola. Tukaj, kot vidite, je večina podatkov že predhodno izpolnjenih, tako da tukaj potrebujemo samo privolitev oziroma pooblastilo in podpis enega od staršev oziroma skrbnikov otroka. Prav tako je na hrbtni strani tudi preklic tega pooblastila, pač kadar se starši za to odločijo. Kot novost v posodobljenih priporočilih je posebno poglavje o preprečevanju alergijskih reakcij pri otroku. In sicer mora biti vrtec še pred vstopom otroka v vrtec opozorjen na njegovo alergijo, in sicer nekim obvestilom izbranega zdravnika, da se lahko pripravi in izvede ukrepe za zmanjšanje tveganja za izpostavljenost alergenom, na primer, da se uvede dieta, da se izvedejo tudi dodatni preventivni ukrepi v skupini, v katero bo otrok vključen, v skupnih prostorih vrtca in pri recimo dodatnih dejavnostih otrok zunaj vrtca. Kot veste, je najpogostejši vzrok za anafilaksijo otrok hrana, vendar pa kljub vsem previdnostnim ukrepom še vedno lahko včasih pride do alergije, do nastanka alergije. Na primer, lahko pride do nehote, do nepravilne izbire sestavin za otrokov obrok, recimo, če so označbe na živilu nepravilne ali če mogoče pozabimo to prebrati. Če pride do nepravilne priprave jedi, recimo lahko je to slabo pomita posoda ali pribor, lahko gre za recimo naknadno odstranjevanje hrane, na katero je otrok alergičen iz jedi, na primer sira, iz sendvičev. Potem vzrok je lahko tudi slab nadzor otroka med hranjenjem, recimo, da si otrok sam izbere hrano, ki mu v resnici ni namenjena ali in zaradi tega pride do alergije. Potem je treba biti pozoren tudi pri organiziranih skupnih druženjih, recimo kot so rojstnodnevna praznovanja ali recimo obisk čebelarja, če je otrok alergičen na pik čebele, seveda se odsvetuje obisk pri čebelarju. No, piki kožekrilcev so tudi pomemben vzrok anafilaksije, tako da je v takem primeru potrebno se takim situacijam, ki predstavljajo večje tveganje, izogibati, na primer, tak otrok naj ne obiskuje čebelarja in pa treba je biti pozoren tudi na sprehodih, na izletih in drugih aktivnostih v zunanjih prostorih. Zdaj, redkejši vzroki za alergije otrok so pa zdravila in pa izpostavljenost lateksu, živalski dlaki in mraz. To so pa redkejše situacije. Zdaj, dietna prehrana, temu smo posvetili tudi kar obsežno vsebino v posodobljenih priporočilih. Kot veste, vzgojno-izobraževalni zavodi niso dolžni zagotavljati medicinsko neutemeljenih diet, na primer na podlagi priporočil alternativnih zdravilcev ali verskih in drugih osebnih prepričanj staršev, pač pa seveda vrtci zagotavljajo medicinsko indicirane diete, tako da smo se odločili in vam bo to tematiko zelo podrobno predstavila kolegica
Špela Žnidaršič Relič iz Zdravstvenega doma Maribor v posebnem predavanju. Kot smo danes že povedali, seveda moramo biti v vrtcu vsi zaposleni usposobljeni za nudenje prve pomoči. In sicer taka prva pomoč oziroma usposabljanje mora vsebovati teoretični in praktični del prve pomoči, vključno s temeljnimi postopki oživljanja in pa tudi uporabo avtomatskega zunanjega defibrilatorja. Skladno z zakonodajo mora biti v vsaki krajevno ločeni enoti in vsaki delovni izjemi na vsakih 20 zaposlenih oziroma otrok prisoten vsaj en zaposleni, ki je usposobljen za nudenje prve pomoči. Mi sicer v priporočilih priporočamo, da so za nudenje prve pomoči usposobljeni vsi strokovni delavci v vrtcu, zaradi tega, da je omogočeno tudi njihovo nadomeščanje oziroma medsebojna pomoč pri nudenju prve pomoči. Enako velja tudi, kadar gremo z otroki na izlet ali druge aktivnosti v vrtcu, ravno tako na 20 zaposlenih oziroma otrok mora biti usposobljen vsaj en zaposleni. Skladno z zakonodajo je treba usposabljanje za nudenje prve pomoči periodično obnavljati. Obvezno je na 5 let, mi pa v priporočilih priporočamo, naj se to znanje obnavlja najmanj na 3 leta. Seveda moramo imeti za izvajanje prve pomoči ustrezen material in opremo. In sicer morajo biti omarice za prvo pomoč nameščene v vsakem nadstropju stavbe na primernih lokacijah, glede na to, kako so razporejeni prostori, ki so namenjeni predvsem otrokom. Poleg tega pa se namestijo omarice za prvo pomoč tudi na lokacijah, kjer je tveganje za poškodbe otrok večje, na primer v telovadnici ali na igrišču. Zakonodaja določa, da mora biti na vsakih 20 do 50 oseb v vsaki krajevno ločeni enoti vsaj ena omarica za prvo pomoč oziroma en nahrbtnik. Zdaj, nahrbtnik za prvo pomoč bomo rabili seveda takrat, ko bomo šli na izlet ali na druge aktivnosti zunaj vrtca. Takrat potrebujemo poleg opreme za prvo pomoč tudi mobilni telefon in seznam pomembnih telefonskih številk in tudi individualne načrte ukrepanja za posamezne otroke s pripadajočimi zdravili. Vsebina omarice za prvo pomoč je že določena z veljavnimi predpisi, medtem ko vsebino nahrbtnika določi pooblaščeni specialist medicine dela, skladno z oceno tveganja v vrtcu. Zdaj, na vsakodnevnih krajših sprehodih si pa lahko vsebino nahrbtnika ali torbice za prvo pomoč ustrezno prilagodimo oziroma zmanjšamo. Je pa pomembno, da v vrtcu, da so omarice za prvo pomoč zaklenjene s ključem in nahrbtniki za prvo pomoč tudi ustrezno shranjeni, tako da otroci ne morejo sami dostopati do njihove vsebine. Seveda je treba preveriti in obnavljati vsebino omaric in nahrbtnikov po vsakokratni uporabi oziroma enkrat mesečno, za kar je tudi zadolžena oseba, ki nudi prvo pomoč. Recimo takole izgleda vsebina omarice za prvo pomoč, ki je zagotovljena na osnovi zakonodaje, mi pa smo dodatno dodali še nekatere drugo priporočeno vsebino oziroma opremo, ki vam bo verjetno prišla prav pri nudenju prve pomoči. Med opremo seveda sodi tudi avtomatski zunanji defibrilator. In sicer, če tak defibrilator ni nameščen v vrtcu, je treba že prej se pozanimati, na kateri lokaciji najbližje vrtcu tak defibrilator obstaja, tako da ga bomo šli recimo ob nujnem stanju
tja iskati in ga ne bomo iskali kje drugje. Defibrilator se lahko uporablja pri otrocih vseh starostih. Zdaj, nekateri defibrilatorji imajo otroške samolepljive elektrode, ki so primerne za dojenčke in otroke mlajše od 8 let, vendar tudi če imamo na voljo samo standardni defibrilator za odrasle, seveda lahko uporabimo tudi tega in uporabo defibrilatorja se bomo naučili na usposabljanju iz prve pomoči oziroma sledimo pravzaprav tudi navodilom, ki se predvajajo na defibrilatorju. V času pandemije seveda je postala še bolj pomembna tudi osebna varovalna oprema, tako da ta se določi skladno z navodili tudi pooblaščenega specialista medicine dela. Posebno poglavje smo namenili dajanju zdravil v vrtcu, in sicer, kot sem že rekla, v vrtcu se praviloma ne daje nobenih zdravil, so pa seveda nekateri izjemni primeri, za katere se pa potem dogovorimo, da se dajajo, tako da moramo vedno že v začetku šolskega leta pridobiti pooblastilo staršev za dajanje zdravil, recimo ob nujnih stanjih, pa po novem tudi za dajanje paracetamola ob povišani telesni temperaturi in zelo slabem počutju ali ob hudih bolečinah. Potem seveda morajo biti vse osebe, ki dajejo zdravila, tudi ustrezno usposobljene. Zagotoviti je treba razpoložljivost paracetamola v sirupu za otroke, se pravi, tak sirup s paracetamolom vrtec nabavi sam. Zagotoviti je potem potrebno tudi varno shranjevanje zdravil in vzpostaviti evidenco zdravil in njihove uporabe. Kot že omenjeno, v vrtcu dajemo zdravila le v izjemnih primerih. To je ob nujnem stanju, kadar ima otrok neko znano bolezen, ki se lahko hudo poslabša, in vse to, za katero bolezen gre in kako je treba ukrepati oziroma kakšno zdravilo se da otroku, je zapisano v individualnem načrtu ukrepanja, ki vsebuje tudi pooblastilo za dajanje zdravila. Potem pri nekaterih kroničnih obolenjih, ki so res zelo redka, ravno tako potrebujemo podpisan individualni načrt ukrepanja v nujnih stanjih, da lahko dajemo potem otroku zdravila tudi v vrtcu, da se mu ne bi to kronično stanje poslabšalo. In kot sem že rekla, po novem je v primeru povišane telesne temperature in zelo slabega počutja otroka ali kadar ima otrok hude bolečine, lahko damo en odmerek paracetamola. Navodilo o dajanju paracetamola predvideva, da se predvsem ob hudih bolečinah je treba pogledati tudi v 5. poglavje teh priporočil, kjer so stanja oziroma obolenja, kjer so prisotne tudi hude bolečine, vedno navedeno, ali je ustrezno, da damo paracetamol že v vrtcu ali pa ne, in si je treba to 5. poglavje tudi ogledati. Strokovni delavci morajo biti seveda za dajanje zdravil tudi ustrezno usposobljeni. Poleg strokovnega delavca, ki je pooblaščen za dajanje zdravila določenemu otroku, je treba pooblastiti tudi eno ali več dodatnih oseb, ki bodo znale dati to zdravilo v primeru, da prvotno pooblaščenega strokovnega delavca ne bo v tistem času v službi. Taka oseba, ki je pooblaščena za dajanje zdravila, mora imeti poleg tega tudi potrdilo o opravljenem tečaju prve pomoči in ustrezni usposobljenosti za dajanje zdravila. To še posebej velja, kadar je treba dati zdravilo in so za to potrebne posebne tehnike dajanja, bodisi v mišico, črevo ali preko pršilnika v dihalne poti. Tako usposabljanje
Za strokovne delavce za dajanje zdravila je v zdravstvu že organizirano periodično in omogočeno za starše, sorodnike in tudi za strokovne delavce v vrtcih. Lahko pa se glede usposabljanja dogovori tudi individualno, po dogovoru med strokovnim delavcem, starši, izbranim zdravnikom otroka ali subspecialistom, ki zdravi otroka zaradi neke specifične bolezni. V priporočilih imamo podrobno opredeljen tudi prevzem in shranjevanje zdravil v vrtcu, sicer običajno prinesejo zdravila, ki jih bo otrok potreboval, v vrtec starši, in sicer je pomembno, da jih predložijo v originalni embalaži z vsemi potrebnimi navodili. Medtem ko zdravilo paracetamol, se pravi sirup, pa nabavi vrtec sam, vendar veljajo za evidentiranje datuma nabave, rokov trajanja, določila za hrambo, vključno z obrazcem evidence o dajanju zdravila, veljajo pa popolnoma enake določbe in zahteve kot za vsa ostala zdravila v vrtcu. Se pravi, na taki evidenci o dajanju zdravila imamo podatke o datumu prevzema, roku uporabnosti, potem pa tudi po končanem zdravljenju moramo zavesti, kdaj smo staršem vrnili preostanek zdravila v originalni embalaži oziroma v primeru paracetamola, ki ga nabavlja vrtec, je treba napisati, kdaj je bilo zdravilo zavrženo. Seveda oseba, ki je zadolžena za dajanje zdravila, določenega zdravila, mora dobro prebrati navodila proizvajalca, tako da se spozna s tem, kako moramo zdravila shranjevati. Večino zdravil se shranjuje na sobni temperaturi med 15 do 25 stopinj Celzija, nekatera, ampak res redka zdravila se hranijo na hladnem mestu. V takem primeru morajo biti seveda ločeni od ostale vsebine v posebnih posodah, kjer je potem označeno tudi, za kakšno zdravilo gre, za koga je. Vsa zdravila morajo biti shranjena v omaricah za prvo pomoč, ki je zaklenjena s ključem, zato da otroci ne morejo dostopati do njene vsebine. Vsako zdravilo mora biti shranjeno ločeno v individualni posodi s pokrovom ali plastični vrečki na zadrgo. Na tem pa mora biti vidno označeno ime in priimek otroka in datum rojstva. Kadar gre za zdravila, ki so potrebna in to je običajno, samo za zdravljenje nujnih stanj, mora biti to tudi napisano na embalaži. Zdravila shranjujemo sicer v omarici za prvo pomoč, vendar ločeno od ostale vsebine omarice. Zdravila za nujna stanja morajo biti tako shranjena, da so tudi enostavno dostopna pooblaščenim osebam za nudenje prve pomoči in dajanje zdravila, tako da lahko do njega hitro dostopajo, kadar je to potrebno. Na izletu oziroma na drugih aktivnostih zunaj vrtca pa moramo imeti s seboj seveda tudi ta potrebna zdravila za posameznega otroka, vendar pa je treba poskrbeti tukaj za pravilno hranjenje tudi zunaj vrtca in pa seveda zdravil ne smemo puščati v vozilu. Nasploh velja, da v vrtcu ne nabavljamo in ne uporabljamo nekih domačih pripravkov ali zdravil, ki so bila predpisana za nekoga drugega, ali zdravil, ki se dobijo brez recepta, na primer različnih sirupov za lajšanje kašlja, kapljic za ušesa, krem antihistaminskih, antibiotičnih mazil ali vlažilcev prostora ali česa podobnega. Izjema pa je res zdravilo paracetamol, ki ga pa uporabimo za nižanje telesne temperature oziroma ob hudih bolečinah, če tako stanje
nastane v vrtcu in ob tem seveda si moramo pogledati tudi opise stanj v 5. poglavju, kjer je navedeno tudi, kdaj je to indicirano in kdaj ne. Za izpolnjevanje evidence o dajanju zdravila v vrtcu moramo imeti seveda pisno pooblastilo staršev, ki je že del individualnega načrta za ukrepanje ob nujnem stanju oziroma ob povišani temperaturi in bolečinah pri otroku. Taka evidenca, tak obrazec izgleda takole, in sicer moramo izpolniti ime in priimek, bolezensko stanje, katero zdravilo, kakšni so bili simptomi, znaki, da smo dali otroku zdravilo, katero je predpisano zdravilo, kam smo ga dali, kako smo ga dali in pa odmerek tega zdravila. Prav tako je treba zabeležiti tudi datum in uro dajanja zdravila. Kadar gre za neko kronično obolenje in je treba dati zdravilo večkrat na dan skozi daljše obdobje, pa lahko temu obrazcu dodamo še dodaten seznam z datumi in urami, ko to zdravilo dajemo. Kot sem že omenila prej, je na tem obrazcu tudi moramo izpolniti, kdaj so starši prinesli zdravilo, kakšen je rok uporabnosti in pa kdaj smo preostanek zdravila vrnili staršem. Enako velja tudi za paracetamol, ki ga je nabavil vrtec, ravno tako, kdaj smo ga prevzeli, količino zdravila, rok uporabnosti in pa kdaj je bila embalaža s preostankom paracetamola zavržena. Zaposleni v vrtcu se morajo obvezno redno izobraževati tudi s področja nasilja v družini, in sicer obseg takega izobraževanja določi pristojni minister, drugače pa je za organizacijo strokovnega usposabljanja in nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev pa zadolženo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. V posodobljenih priporočilih smo tokrat dodali še nekaj, in sicer je to psihološko svetovanje po kriznem oziroma travmatskem dogodku. In sicer to je pomembno, kadar pride v vrtcu do nekega res težkega dogodka, ko je recimo življenje otroka ogroženo ali celo pride do smrti otroka in smo morali ukrepati. V takem primeru se takoj po dogodku posvetujemo strokovnjakom za psihološko svetovanje, oceni se nivo stresa v kolektivu in na osnovi tega se določi tudi nivo intervencije za zaposlene in tudi za otroke, če je potrebno. Je pa treba prvi pogovor s psihologom izvesti takoj oziroma najkasneje v 8 dneh po kriznem dogodku, tako da se potem zagotovi tudi prva psihološka pomoč zaposlenim in otrokom, če je potrebno čim prej. Ob koncu je seveda po takem dogodku potrebno tudi poročanje o primerih, zato da se iz takega poročila naučimo, izvemo čim več informacij, kaj se je dogajalo, zakaj je do dogodka prišlo, ali smo pravilno ukrepali ali ne, da se ob morebitnem ponovnem dogodku ne bi ponavljale enake napake, če je do njih morda prišlo. Tako da se izpolni poročilo najkasneje naslednjega dne po dogodku oziroma čim prej. Vsakič se to naredi, ko je bilo v vrtcu potrebno ukrepanje, na primer, če smo klicali starše, če je bila potrebno nudenje prve pomoči ali dajanje zdravila, tudi paracetamola, ali če smo celo morali klicati nujno medicinsko pomoč. Zdaj to je seveda tako poročanje, nima neke zakonske osnove, zato se je treba o tem dogovoriti predhodno ob vpisu otroka in dobiti tudi pisno pooblastilo oziroma soglasje staršev otroka. Takole izgleda tako poročilo o nujnem stanju.
navedeni so seveda osnovne informacije in podatki o otroku, potem pa simptomi, znaki bolezni, potem okoliščine, morda vzroki, zakaj je prišlo do nekega bolezenskega stanja, in pa predvsem pomembno tudi, kako smo ukrepali, se pravi, kdaj smo poklicali starše, kdaj smo jih dobili, kdaj so starši prišli, ali smo nudili prvo pomoč in dali morda celo zdravilo. In potem seveda taka oseba, ki je bila zadolžena za ukrepanje, tudi podpiše tako poročilo. Poleg tega imamo tudi posebno poročilo o nastanku poškodbe oziroma zastrupitve. Ta je malenkost bolj obsežen, zaradi tega, ker nas predvsem zanimajo vzroki nastanka za poškodbo oziroma zastrupitev, in pa različne okoliščine, tudi zelo pomemben včasih je opis dogodka, da vemo, kako se je neka poškodba zgodila, ali je bil morda udeležen pri tem tudi kakšen predmet, in pa seveda, kakšna je bila poškodba, se pravi, kateri del telesa je bil poškodovan in kakšna je bila vrsta poškodbe. V drugem delu pa enako, zopet podrobno napisano, kako smo ukrepali oziroma klicali starše. Ob koncu posodobljenih priporočil so objavljeni tudi vsi potrebni obrazci, ki jih potrebujete za svoje delo v primeru nujnih oziroma drugih nenadno nastalih bolezenskih stanjih, in jih lahko enostavno sprintate in uporabite za svoje delo. V zadnjem, 9. poglavju pa je navedena tudi kar precej obširna literatura, na katero smo se naslanjali, in če koga zanima, si lahko še dodatno prebere o kakšni temi, ki ga morda bolj zanima. Upam, da vam bodo posodobljena priporočila v pomoč pri vašem vsakdanjem delu, tako kot ste poročali, da so vam bila tudi predhodna. Če imate kakšno dodatno vprašanje, mi lahko pišete na ta e-mail naslov in vam bomo soavtorji poskusili čim boljše odgovoriti. Za danes pa vam želim še naprej lep dan in uspešno delo. Hvala.